V naših oddajah vas velikokrat spomnimo, kako zelo pomembno je, da uporabljamo čim bolj ekološko hrano, kozmetiko, oblačila, pa seveda tudi čistila. Prav o čistilih bomo govorili v naslednjih minutah. Danes ni nek sončen dan, dan za pucanje ponuja se kar sam. Pa niti sobota ni. Ne vem, kako vi čistite, jaz poskušam kar čim bolj sproti, kakor mi uspeva, in to je tudi dobro zagotovilo, da je čiščenje kar čim bolj učinkovito. Drugo pravilo, ki pa vam ga toplo polagam na srce, pa je, da čistite na način, da čim manj obremenjujete našo naravo. Jaz že kar nekaj let uporabljam slovenska čistila Nana, ki so tako nežna do naše kože in do narave, da jih zlahka uporabljam brez rokavic. Pa še otroke lahko vključim zraven. Ja nič, še najboljša muzika in čiščenje se lahko prične. Ne vem, kako se vi počutite, ko čistite okna. Jaz se spomnim nekoč, ko sem uporabljala še bolj agresivna čistila, da so ta vedno kar zažirala se mi v nos in to mi je zelo, zelo motilo. Nana ima zelo prijeten vonj po rožmarinu, tako da jaz sem že na Mediteranu, ko čistim okna. Zdaj s tem novim sistemom razprševanja pa prav točkovno usmerjamo točno tja, kamor želimo in ni prav nobene bojazni, da bi karkoli zašlo v naš nos. Zdaj pa še moje najljubše čistilo za kopalnico, čista energija. Čudovito odstranjuje vodni kamen z vseh površin, tako da se kar lotimo dela. Lepo diši prav po sveže opranem perilu. Ampak najbolj sem pa hvaležna za to čistilo, ki je namenjeno čiščenju kamna. Imam namreč marmorni lijak, tako da ne morem z običajnim čistilom. Je pa takšno čistilo seveda še kako primerno tudi za stopnice kamnite, lahko je tudi umeten kamen. Skratka, za vse kamnite površine, pa za moj čudovit lijak tudi. Za bleščečo belino, kot obljubljajo številni oglasi čistil, ki vsebujejo zelo jedke kemikalije. Ni potrebno. Če smo lepo dosledni, pa školjko redno čistimo, lahko tudi z ekološkimi čistili dosežemo čisto enak učinek. In to čistilo s čudovitim vonjem lepo razgradi vse trdovratne madeže od urina, od kamna in to brez kakršnihkoli hudih in nevarnih kemikalij. Sej ne, da jaz najraje na svetu čistim in pospravljam, ampak odkar uporabljam ekološka čistila, so vsa opravila veliko prijetnejša. Čudovite dišave, nobenih spornih kemikalij, pa še na živalih niso bile testirane. Zdaj pa še moje najljubše gospodinjsko pravilo, zlaganje in likanje perila. Čudovito diši, prijetno mehko, ne diši preveč. Pomembno mi je, da so izdelki, s katerimi negujem svoje perilo, tudi dermatološko testirani, saj vemo, da je velika pojavnost alergij pogosto povezana prav s tem. Je pa seveda odlično, če vsi ti detergenti niso prijazni le do nas, do narave, ampak tudi do naše denarnice. Zato so mi zelo všeč takšna refill pakiranja, kjer samo enkrat kupim plastenko, potem pa preprosto dopolnim. A vas tudi kaj motijo, če se poznajo odtisi na kozarcu, ko pijete vino? Saj vem, včasih kozarce pač na hitro peremo v pralnem oziroma pomivalnem stroju, pa so potem take čudne zamolkle barve. Včasih nimamo najboljšega čistila, včasih se nam mudi. Ampak, kar mene absolutno najbolj moti, poleg tega, da kozarec ni sijajen, da so na njem ostanki detergenta. Zato je res zelo pomembno, kakšno čistilo uporabljamo in jaz tukaj absolutno ne sklepam nobenih kompromisov. Uporabljam naravna čistila, ki lepo dišijo, hkrati pa ne puščajo nobenih vonjav na posodi. Takole imamo pri nas. Otroci kuhajo, mama pospravlja. Ne vem, kako se vi lotevate vseh teh mastnih madežev, ki se ustvarjajo, ampak jaz v kuhinji uporabljam samo dve čistili. Eno za razmaščevanje, odlično tudi za mastno posodo, za pečico, še malo detergenta in vse se zlahka
in učinkovito obriše in očisti. Nana je odgovor materi Zemlji, ki nas prosi, da jo ohranjamo čisto in zdravo tudi za prihodnje rodove. Gre za slovenski izdelek, ki se proizvaja v obratu, kjer se delajo izključno ekološka čistila. Vsi izdelki Nana so torej ekološko certificirani, pa vendar so vseeno zelo učinkoviti. Ne le da varujejo našo naravo, temveč tudi ohranjajo naš dom bleščeče čist in sijajen. Najpomembnejša informacija pa je gotovo ta, da v njih ni spornih sestavin, kot so pesticidi v konzervansih, ftalati, fosfati, optična belila in mikroplastika. Če pa ob vsem tem uporabljamo še refil pakiranja, pa porabimo kar 83% manj plastike. Naj se tudi vaš dom sveti od čistoče, ki je obenem prijazna naši koži, našemu nosu, pa tudi prihodnjim generacijam.